Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Gostja v današnji oddaji Aktualno je finančna inšpektorica Natalija Kovač-Jereb, ki se na skorajšnjih državnozborskih volitvah poteguje za sedež v državnem zboru. Dobrodošli v našem studiu. Ja, najlepša hvala za povabilo in lep pozdrav vsem gledalcem oddaje Idrijskih novic. Pred 4 leti ste bili imenovani na mesto državne sekretarke na Ministrstvu za notranje zadeve najprej. Kakšni so spomini na tiste čase? Ja, za mene so to zelo lepi spomini. To je bilo sigurno nekaj novega v moji službeni karieri. V bistvu pa na začetku, ko prideš v tako visoko politiko, si kot Alice v čudežni deželi. Določenih stvari se moraš res še učiti. Od tam vas je pot vodila na Ministrstvo za zdravje, če prav vem? Na Ministrstvo za finance. Sem bila državna sekretarka, ker sem pa pokrivala to svoje področje, se pravi davčni sistem, to je prihodkovna stran javnih financ. V bistvu sem se vedno šalila, da se davkom in smrti ne more uiti. Po izobrazbi ste diplomirana ekonomistka. Na Finančni upravi Republike Slovenije ste zaposleni kot višja finančna inšpektorica. Drži ta podatek? Ja, drži, pa imam tudi še magisterij iz javne uprave, ampak ja, drugače pa po duši sem ekonomistka in davkarica. Tako, v zadnjih letih ste delovali predvsem na področju davčnih osnov, prijavi premoženja, obdavčitve nepojasnjenih virov. Je veliko takih primerov, ki so tako podrobno gledam vaših služb? Ja, to je v bistvu neke vrste raziskovalno delo na Finančni upravi Republike Slovenije. Tukaj je potrebno sodelovanje z vsemi sodelavci, sodelovanje z drugimi državnimi organi. Naj tukaj omenim specializirano državno tožilstvo, Nacionalni preiskovalni urad, Urad za preprečevanje pranja denarja. In v teh primerih gre zanesljivo za zahtevno delo, ki v bistvu človek pri tem delu potrebuje veliko ustvarjalnosti, raziskovalne žilice in analitskega znanja. Se zgodi, da kdaj komu tudi odvzamete premoženje? V bistvu premoženje odvzema specializirano državno tožilstvo v teh postopkih zopnja, ki so v domeni, mislim, v pristojnosti SDT-ja. Vi ste v vlogi preiskovalcev, svetovalcev? Mi v bistvu sodelujemo, pa pripravljamo izračune. Kot nov obraz ste stopili v politično življenje torej pred 4 leti. Potem ste bili 2 leti državna sekretarka, pravzaprav v vrhu slovenske politike. In potem je sledil odstop vlade Marjana Šarca. Kako ste doživljali tisti trenutek? Ne vem, mi smo bili na nek način že pripravljeni, da verjetno vlada ne bo zdržala do konca, ker je bila manjšinska vlada. To je bila prva manjšinska vlada v Republiki Sloveniji. V bistvu ne poznamo manjšinskih vlad po skandinavskem sistemu, v Sloveniji zaenkrat še ne. Smo pa vsi nekako pričakovali, ko je tudi Levica odstopila od sporazuma o sodelovanju. Potem pa tudi ostali partnerji niso bili korektni pri sprejemanju zakonodaje. Tako da je bil to nek normalen potek dogodkov, ki se je pač zgodil, če je vlada manjšinska in nima večine več v državnem zboru za sprejemanje zakonodaje. Iz tiste službe ste se potem vrnili nazaj na davčno upravo? Ja, iz Ministrstva za finance sem se vrnila na moje delovno mesto, višje finančne inšpektorice na Finančno upravo Republike Slovenije, kjer je res odličen kolektiv, s katerim delam. Prej ste delovali aktivno v politiki, sedaj nenadoma po odstopu vlade pa ste prestopili pravzaprav na drugo stran, ko lahko aktivno opazujete to politiko vladno. Kako ocenjujete današnji trenutek Janševe vlade? Jaz najprej, predno odgovorim na vaše vprašanje, bi želela povabiti res vse državljane in državljanke, da se 24. aprila udeležijo volitev, da niso kavč selektorji, niso šank selektorji, ampak opravijo to aktivno vlogo, da se udeležijo državnozborskih volitev 24. aprila. Jaz lahko
Se pravi, če zdaj vam odgovorim na vprašanje, jaz dejansko lahko ocenjujem ukrepe na davčnem področju, nekako pa se mi ne zdi prav, da se v tej vladi onemogoča svoboda govora in razgradnja javnih medijev. Ste opazili mogoče, da se je kateri od teh projektov, ki ste jih vi peljali ali vaša ožja ekipa v tej vladi Janeza Janše, ki vas je nasledila, nadaljeval? Seveda, nadaljevale so se naprej tudi davčne reforme. Ravno včeraj so bile objavljene dohodninske spremembe, tudi mi smo začeli z razbremenjevanjem, se pravi dela, mi smo razbremenili regres do povprečne plače, tako da vsi zaposleni v Republiki Sloveniji dobijo višje neto dohodke. Tudi dohodninsko lestvico smo mi v bistvu korigirali, vendar je ta vlada še naprej opravljala te dohodninske spremembe, čeprav je pa Fiskalni svet opozoril, da te spremembe pač javnofinančno niso vzdržne. Sedaj je v parlamentu bil sprejet zakon, s katerim se bo znižala dohodnina, se bodo plače povišale. Vaši strankarski kolegi so pravzaprav glasovali proti. Je to na nek način bilo pričakovano zaradi načina dela v državnem zboru? Pričakovano je bilo zaradi opozoril Fiskalnega sveta, ker se javnofinančni dolg s tem še povečuje. Mogoče bi bilo pametno s temi spremembami počakati še kakšno leto ali dve, ko se tudi razmere na javnofinančnem področju stabilizirajo. V teh dneh so aktualne tudi javne debate, pogovori o energetski prihodnosti Slovenije. Kakšni so vaši pogledi na tem področju? Moji pogledi na tem področju so zanesljivo zeleni, se pravi zelena prihodnost. Energija vode, energija sonca, vendar sem s to energijo verjetno ne bomo vseh uporabnikov lahko oskrbovali, tako da LMŠ nekako podpira tudi izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Kako pa odgovarjate naravovarstvenikom, ki so velikokrat proti projektom, ki bi bili zgrajeni na okolju spornih območjih? Mislim, da naravovarstveniki morajo tudi pogledati realno situacijo v državi, kje dobiti alternativne vire energije. Obnovljivi viri vsekakor da, vendar pa jih najbrž ni dovolj, ne? Obnovljivih virov, kakor jaz vidim, mislim, po mojem vedenju, jaz nisem s področja energetike, mislim, da jih ni dovolj. Evropska unija nam namenja v skladu za okrevanje po epidemiji tudi nekaj sredstev. Obstaja bojazen, da teh sredstev kot država celo ne bomo mogli vseh porabiti. Če ne bomo delali na teh projektih, zanesljivo ne bomo mogli porabiti vseh teh sredstev. Zato mislim, da je tukaj res potrebno sodelovanje strokovnjakov pri pripravi projektov in da se aktivno in dobro črpajo ta sredstva iz teh strukturnih skladov Evropske unije. In najbrž tudi politična volja v parlamentu. Seveda, tukaj pa pač mora biti tudi konsenz v parlamentu in kaj želimo kot država. Bi morali izvoljeni poslanci ljudstva večkrat stopiti skupaj, se poenotiti ob teh pomembnih, za vse skupaj pomembnih vprašanjih. Saj jaz mislim, da se o pomembnih vprašanjih poenotijo. Pri pomembnih se poenotijo. Vendar pa sedaj, glede na razmere v državi in nekako to razgradnjo pravnega sistema, pa te politične volje verjetno ni več. Na družabnih omrežjih se pogosto oglašate v povezavi z okoljem. Kritični ste tudi do dediščine in kulture v teh krajih. Kako bi komentirali to? Jaz mislim, da mora biti vsak državljan aktiven državljan tudi v javni sferi. To je pač moje mnenje. Jaz pravim, kulturna dediščina je izrednega pomena, vendar glede na to, da prihajajo državnozborske volitve, se mi moramo zavedati ključnih problemov naše družbe, ki se tičejo tako lokalnega okolja kot države. Se pravi, prvi ključni problem, s katerim se bo vsaka vlada srečala in soočila, je zdravstvo. Zdravstvo, ki mora biti javno, vsem dostopno, finančno vzdržno in učinkovito.
javno zdravstvo, potem naslednja stvar je pokojninski sistem, ki se tiče vseh upokojencev. Se pravi, pokojnine morajo biti človeka vredne. Pokojnina ne sme biti miloščina in mora zagotavljati upokojencu človeka vredno življenje. Zato so tukaj res potrebne velike strukturne spremembe na pokojninskem področju, na področju dolgotrajne oskrbe, kar se moramo res vsi kandidati na državnozborskih volitvah še kako zavedati in poznati vsa ta dejstva in okoliščine, analizirati te finančne podatke in kako speljati v čim krajšem času te spremembe, ki so nujne za državo. Javno zdravstvo vsekakor. Tukaj na Idrijskem zdravstveni dom prav v teh dneh prevzema tudi staro poslopje, celo 2 poslopji, nazaj v uporabo. Pogoje imajo, tako na počez rečeno, dobre. Ja, jaz se zavedam, da mi moramo to primarno zdravstveno raven, se pravi zdravstveni dom Idrija, zdravstveni dom Cerkno, res varovati kot res punčico svojega očesa. Jaz sem tudi bila v enem mandatu prej predsednica sveta zdravstvenega doma, zdaj pa sem članica v svetu zdravstvenega doma, se pravi sem predstavnica občine Idrije v zdravstvenem domu in mislim, da se vsi predstavniki, ki nas je občina imenovala v zdravstveni dom, zavedamo, da je treba ohraniti in še bolj krepiti to primarno zdravstveno raven. Ob tem pa se je potrebno tudi zavedati, da so te zdravstveni delavci na robu svojih moči, tudi v zdravstvenih domovih. Kakovost življenja vsekakor predstavlja urejeno zdravstvo, ampak tudi prava živa kultura, tudi to je kakovost življenja. Zdi se včasih, da imamo lepo obnovljena poslopja, ko se pa zatečemo k vsebinam, pa se zgodi, da niso take, kot bi jih želeli. Ja, to je odlično vprašanje, to je tudi neke vrste moja bolečina, ta kultura. Kultura, ki je v bistvu v Idriji nekako zamrla. Ni tega družabnega življenja, ni koncertov, na razstave nas pride peščica ljudi. Naprimer, jaz vidim zelo večjo aktivnost v tej civilni družbi v občini Cerkno. Če dam za primer koncerte pri teh vsakoletne koncerte Jazz Cerkno, aktivnost civilne družbe, kot so te divje babe. Mislim, to jaz pozdravljam in nekaj takega pogrešam v Idriji. Se pravi, večji poudarek na tej kulturi v samem mestu, v samem središču Idrije. In da se to nekako vključi čim več ljudi, predvsem pa pogrešam aktivne mlade. Ja, smo pa sočasno v deželi medvedov. Idrija je uvrščena prav v osrednje območje medveda. Ja, živite blizu dogodkom? Jaz živim pod gozdom, ja. V bistvu živim tudi tam, kjer je medved napadel čebeljak. Jaz nisem strokovnjak na področju lovstva in gozdarstva in težko to ocenjujem, sem pa izredno velika ljubiteljica živali. Tako da jaz to vprašanje prepuščam jaz strokovnjakom, zakaj je do tega prišlo. Verjetno tudi zaradi podnebnih sprememb. To je tudi, mislim, da eden izmed vzrokov. Drugače pa jaz to res prepuščam strokovnjakom, ne iščejo vzroke, zakaj je do tega prišlo. Je pa res škoda, ki se dela na čebeljakih, na drobnici. Vendar to morajo pač strokovnjaki zaznati in tudi ukrepati. Ja. Ne samo zaznati, ukrepati predvsem. Občani tako laično ugotavljajo, da se slabo počutijo, neko nelagodje, predvsem v večernih, nočnih urah, če kosmacinci lomastijo po okolici mesta. Se pravi, jaz živim pod gozdom, res, mi živimo pod gozdom, smo zadnja hiša pod gozdom in tega nelagodja pri meni ni, se pravi, težko ocenjujem to, ker ne poznam dejansko res to, kakor bi mogli strokovnjaki iz področja kmetijstva, gozdarstva in lovstva to situacijo poznati, obvladovati in ukrepati. Ljudje na podeželju, pa tudi v manjših krajih, tarnajo nad tem, da so izgubili najprej vaške trgovine, potem so se zaprle pošte, banke, bankomate so jim odpeljali.
celo pošta v Cerknem je ob sobotah kar zaklenjena. Kam to pelje? Je to še kakovost življenja? Mi se moramo najprej zavedati, da te javne ustanove, kot je pošta, ki je javna ustanova, se pravi, mora nuditi servis vsem državljanom in državljankam, v tem primeru občanom in občankom na lokalni ravni. In tukaj bi mogoče nekako pogrešala večjo aktivnost lokalne skupnosti pri teh pritiskih, da se te ustanove nazaj vrnejo v mesta, pa dajo občanom res kakovostne storitve. Nikakor ne podpiram te centralizacije. Ustanove se morajo decentralizirati, to je prvi pogoj. Mi tudi inšpekcijskih služb nimamo več v Idriji. Naprimer, mi smo včasih imeli tržno inšpekcijo, inšpekcijo za okolje, gradbeno inšpekcijo. Se pravi, če okolje izgublja vse te inšpekcijske službe, se pravi, je tudi nadzor nad opravljanjem določenih del v lokalni skupnosti slabši. O kakovosti življenja priča tudi slabo razvito optično omrežje. V današnjih časih je to skoraj pogoj za delovanje. Ja, digitalne storitve bi morale biti dostopne vsem. Vendar pa, kot sem že prej omenila, če nekdo prejema minimalno pokojnino, ki ni niti dovolj za osnovno preživetje, se pravi, mora država poskrbeti za državljane, ki tega ne zmorejo, da se jim omogoči te digitalne storitve. Se pravi, z digitalnim opismenjevanjem, s temi veščinami, ki jih pridobivajo z znanjem računalništva, uporabe mobilnih tehnologij. Na te načine v bistvu mora tudi država omogočiti vsem uporabnikom te digitalne storitve, drugače se ne more vse digitalizirati. Nekatere storitve pač morajo biti dostopne tudi ljudem, ki nimajo dostopa do interneta, naprimer. Ta centralizacija strašno favorizira pravzaprav Ljubljano z bližnjo okolico, vsi ostali pa smo nekje na podeželju, smo drugorazredni v teh krajih. Ja, mi se res moramo zavedati, da se moramo vsi, lokalna skupnost, se pravi, zavzemati za čim večjo decentralizacijo. Se pravi, da se vrnejo te storitve nazaj občanom in občankam. Se pravi, to je dolžnost nas z javnimi nastopi in občinskih svetnikov, županov, da opozarjajo, da se s tem v bistvu slabi lokalno okolje in se ga siromaši. To je v bistvu nedostojno je, da se občanom in občankam jemljejo te osnovne storitve. Prav nedostojno za moje pojme. Ta pomlad nam prinaša neko novo upanje, neko novo življenje se prebuja, hkrati virus nekako izgublja moč na neki ravni. Kako ste preživeli te 2 leti epidemije? Naša družina je aktivna, mi imamo tudi domače živali, tako da tudi v času epidemije smo se veliko gibali. Lahko pa rečem, da je pa ravno to lokalno okolje, ki je manjše, ki ni v velikih mestnih središčih, bližje ljudem v teh trenutkih, ko so izolirani, v bistvu v karantenah ali pa nimajo dostopa, ker se zapirajo v te lokalne skupnosti. Zato moramo mi to lokalno okolje bogatiti. Naprimer, lahko dam primer kmetov iz Cerkljanske in Idrijske, ki so se v bistvu, ko se je nižala odkupna cena mleka, prestrukturirali v sirarstvo, kar je dejansko res za pozdraviti. Se pravi, mi se moramo nekako vrniti nazaj k koreninam tudi, pa k samooskrbi. In k življenju v skupnosti. In življenju v skupnosti, se pravi, da bomo tudi bolj solidarni do svojih soobčanov in soobčank, da opažamo, da se znamo obuti včasih tudi v čevlje nekoga, ki je v slabšem socialnem položaju, da to zaznamo, da se ne obračamo stran. Ena od oblik druženja je lahko tudi igranje šaha. Znate igrati šah? Šah znam igrati, v bistvu iz šahom sem jaz verjetno pridobila tudi neke vrste vztrajnost po teh črno-belih poljih.
Zaradi tega, ker oče mi do sedaj ni nikoli pustil, da sem ga premagala. In kot majhna punčka sem velikokrat vrhla vse figurice po šahovnici, ko sem izgubila partijo, pa še vedno je rekel, dajva si roko. Tako da to potrpežljivost in vztrajnost se človek tudi šahom nauči. Povejva za mlajše gledalce, da je vaš oče Silo Kovač, zaslužni šahovski mojster in neumorni organizator šahovskih turnirjev tukaj na Idrijskem, pa tudi širše. Ne? Velik del življenja je posvetil prav šahovski igri. Še vedno ga pravzaprav. No? Še vedno ga, ja. Oče nosi šah v srcu in to je tudi prenesel in na naju sestro in naprej na vnuke. Je tudi moj sin je v bistvu pa republiški šahovski sodnik, tako da šah še naprej nekako peljemo v družini. Ja, v vaši družini je tudi veliko umetnosti, kulture. Povejva to, da je vaš življenjski sopotnik, mož slikar Danilo Jereb. Ga spremljate na tej njegovi poti? Ja, jaz ga stalno spremljam, sem verjetno tudi najostrejši kritik njegovih del, tako da se včasih tudi krešejo mnenja pri kakšnem likovnem delu. Drugače pa sem jaz res velika ljubiteljica umetnosti, tako literarne, posebno poezije, slikarstvo obožujem. Tako da res, ja, umetnost je moj hobi, bi lahko rekla. Ja. Lepo. Natalija Kovač Jereb, na skorajšnjih volitvah za državni zbor, kjer boste kandidirali za poslanko na listi stranke Marjana Šarca. Vam želim vse dobro, pred vami je najbrž zelo naporen mesec, teh opravil je običajno veliko. Naj se vam vaše želje in pričakovanje uresničijo. Hvala, da ste prišli v nas studio in hvala za ta pogovor. Ja, jaz se vam najlepše zahvaljujem za povabilo in vse gledalke pa gledalce še enkrat vabim 24. aprila, da se udeležijo državnozborskih volitev. Najlepša hvala. Volitve so naša priložnost in tudi dolžnost. Tako, ja. Drži. Hvala lepa vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.